Pozdravljeni! Danes se bomo najprej odpravili v Pragersko. Namreč, tamkajšnja železniška postaja je od avgusta lansko leto eno samo veliko gradbišče. Pot z vlakom iz Ormoža do Maribora ali v druge smeri po Sloveniji vodi skozi Pragersko. Tako da gradbišče poraja vprašanja tudi potnikom iz našega konca. Gotovo pa tistim, ki so po cesti na poti skozi Pragersko običajno čakali pred zapornicami. Trenutno poteka gradnja podvoza in popolna posodobitev železniške infrastrukture ter postajnega poslopja. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je tako lani avgusta na Pragerskem začela uresničevati projekt obnove vozlišča in železniške postaje, na katerega se je precej dolgo čakalo. Dejstvo je, da smo tukaj dobre 2 leti čakali na vsa dovoljenja za pričetek gradnje. Pričetek gradnje uvedba v delo je bila 28. maja 2021. Izvajalec je bil uveden v delo in sicer v 25 mesecih je rok za dokončanje vseh del. Se pravi 28. junij 2023. In kaj vse bo postorjeno, kaj vse se bo dogradilo, razširilo, kot vidimo, projekt je enormno velik. Ja, gre za posodobitev postaje oziroma kompletne infrastrukture. Cilji tega so definitivno povečati hitrost, dvigniti kategorijo na kategorijo D4, potem zagotoviti modernizacijo, interoperabilnost celotne postaje, celotne infrastrukture in pa seveda vseh spremnih objektov, ki so na postaji oziroma na odprti progi na postaji Pragersko in na celotnem trianglu. No, recimo za nas laike, koliko bo novih tirov, recimo, kakšne bodo možnosti torej za vlake, ki vozijo to? Ja, mi lahko govorimo, da bo tu obnovljenih nekje 18 kilometrov novih tirov. Seveda obnovljena bo kompletna konstrukcija, se pravi od temeljnih tal do zgornjega ustroja. Potem zamenjanih bo kar nekaj kretnic, se pravi, mislim, da okoli 30 kretnic bo zamenjanih. Sama postaja kot takšna bo obnovljena, obnovljeni bojo peroni, narejeni bojo nadstrešnice, narejeni bojo izvennivojski prehodi, dostopi za gibalno ovirane ljudi, tako da kar nekaj objektov je bilo tudi v okviru tega porušenih in kar nekaj objektov bo tudi obnovljenih. Sama postajno poslopje, vodenje prometa, SVTK postaja, obnovljen bo tudi spomeniško zaščiten vodni stolp in pa seveda kompletna infrastruktura, cestna infrastruktura z ukinitvijo nivojskih prehodov. Največji cilj tega vsega skupaj je tudi varnost, kar bomo dosegli z izvennivojskim križanjem, podvozom pod zdajšnjo obstoječo progo. Med drugim voznikom na Pragerskem več ne bo treba čakati zaradi spuščenih zapornic, saj bodo pod progo zgradili podvoz. Dejstvo je, da je Pragersko že pred časom dobilo obvoznico, se pravi obvozno cesto. To je bilo v okviru prejšnjega Darsovega programa, ampak kljub temu se je izkazalo, da samo Pragersko potrebuje, kajti tu je zelo frekventno, potrebuje tudi izvennivojsko križanje, ne samo zaradi varnosti, ampak tudi zaradi zastojev in tudi vseh dodatnih učinkov, kot so vpliv na okolje, se pravi čakanje pred zapornicami in tako dalje. Tako da smo mi z državnim prostorskim načrtom to stvar uredili, smo pripravili investicijo in štartali, kot sem že omenil, v letu 2021 in bomo zaključili v letu 2023. S podvozom bo tako urejena pretočnost prometa, predvsem pa varnost, ki je pri urejanju železniške infrastrukture vedno v prvem planu.
Definitivno gre za križanje na že obstoječem sedanjem nivojskem križanju. To nivojsko križanje se ukine in se naredi izvennivojsko, se pravi gradnja je kesonska, kampadna, ki jo bomo postopoma izvajali pod seveda obremenitvijo železniškega prometa. Cestni promet je pa za ta čas regionalno urejen po obvoznih cestah in pa po že obstoječi obvoznici. Kakšna je vrednost investicije? Investicijska vrednost je 63 milijonov z davkom na dodano vrednost. To je glavni pogodbeniki so eno rusko podjetje in pa Riko. Trenutno smo v fazi, da bodo dela prevzame Riko v celoti, saj vemo, kakšna situacija je, in to je to. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pogodbo z izvajalcema v vrednosti 63 milijonov z davkom na dodano vrednost sklenila že julija 2019. Je pa projekt z vsemi pripravljalnimi stroški vreden 88,9 milijonov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ja, ta projekt je sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Dobili smo nepovratna evropska sredstva v višini 40 milijonov evrov, tako da približno slaba polovica od investicijske vrednosti z davkom bo projekt sofinanciran. Drugače, če pa se osredotočimo samo na gradbena dela, ki so upravičena, pa ta procent nekoliko večji. No, na Pragerskem je eno izmed takšnih velikih, obširnih gradbišč. Kje se še dela trenutno tako na veliko na železnici? Ja, Pragersko je križišče dveh koridorjev, evropskih koridorjev v Sloveniji, in v preteklosti smo zaključili z deli na odseku med Pragerskim in Hodošem. V lanskem letu smo zaključili dela na odseku Zidani Most-Celje, tudi na odseku med Slovensko Bistrico in Pragerskim so se v preteklih letih dela zaključila, prav tako na območju železniške postaje Poljčane. V tem trenutku izvajamo dela najbližje tukaj tej lokaciji na odseku med Mariborom in Šentiljem, kjer pa se tudi v celoti obnavlja odsek železniške proge. Na tem odseku je tudi to specifično, da bomo naredili en del nove železniške proge, zato da bomo se izognili slabemu stanju pesniškega nasipa in pa da bomo izboljšali vozne čase. Gradimo 1500 metrov dolg nov predor in pa 900 metrov dolg nov viadukt čez Pesniško dolino. Je pa v zadnjih letih bila kar železniška proga, torej železnica obnovljena, veliko se je delalo, ne imate še v načrtu, je še kje mogoče v toliko slabšem stanju? Ja, res je, vedno večja poudarek je na železniškem prometu. Gre za to, da bi čim več prometa preusmerili iz cest na železnice, in če želimo to narediti, mora biti železnica konkurenčna. Zato se tudi zadnja leta povečuje proračun za vlaganje v železniško infrastrukturo. V tem trenutku že zaključujemo dela na gorenjski progi, se pravi od Kranja do Jesenic, vključno z predorom Karavanke. Potem izvajamo dela na odseku od Ljubljane proti Primorskem, se pravi Ljubljana-Brezovica. Imamo tudi razpise za odsek od Brezovice naprej potem proti Borovnici. Na progi med Zidanim Mostom in Šentiljem tudi nameščamo nove signalno-varnostne naprave. Potem načrtujemo gradnjo v letošnjem letu začeti na železniški postaji Ljubljana. Zaključujemo gradnjo na železniški postaji Grosuplje. Včeraj smo podpisali pogodbo za začetek del na železniški postaji Domžale. Smo tudi tik pred oddajo del na železniški postaji Šentjur in pa Zagorje. V pripravi pa še so potem tudi drugi razpisi, s katerimi bomo ali začeli gradnjo ali pa projektiranje. Tudi je predvidena nadgradnja železniške proge med Mariborom in Prevaljami, se pravi tako imenovana Koroška proga, kjer bomo sedaj začeli z izdelavo projektne dokumentacije, in je tudi ideja, da en del proge elektrificiramo, tako da bi ta primestni promet z Mariborom dobil na svojem pomenu in pa na svoji teži. Se morda v tem času izvajajo kje dela oziroma je v načrtu se uvesti kakšna nova smer proge, recimo, ali so to ustaljeni tiri?
V tem trenutku se gradi proga na novem odseku med Divačo in Koprom. To investicijo vodi podjetje 2TDK, drugače pa mi kot direkcija vodimo v tem trenutku 18 državnih prostorskih načrtov. Gre za odseke prog praktično znotraj obstoječih, povezavo med obstoječimi kraji, ampak cilj je, da skrajšamo potovalne čase. To pa lahko dosežemo samo na ta način, da naredimo deviacije proge oziroma po domače, da presekamo določene krivine, določene ovinke, in kajti danes nam narekuje maksimalno hitrost na progi prav radi krivine. In če hočemo voziti hitreje, moramo imeti bolj ravno progo, če hočemo imeti bolj ravno progo, pravimo nove koridorje. Tako da ja, v tem trenutku imamo v postopku 18 državnih prostorskih načrtov, kjer tudi predvidevamo nekje dograditi še k obstoječemu enemu tiru drugi tir, kot je recimo odsek med Ljubljano pa Jesenicami, Ljubljano Kamnikom in pa Ljubljano in Ivančno Gorico. Tako da ja, dela je veliko na vseh področjih, ne gradimo samo, ampak tudi izvajamo, umeščamo v prostor, tudi veliko vlagamo v elektronske sisteme na železniškem področju in pa podobno. Na gradbišču v Pragerskem trenutno poteka obnova postajnega poslopja in izvedba del na objektu signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prav tako potekajo dela na otočnem peronu in stopniščih pri podhodu. V sklopu gradnje podvoza so v teku pripravljalna dela ter izkopna dela. In koliko odstotkov recimo je že zgrajenega od načrtovanega? Zdaj, če govorimo o nominalni vrednosti, je zdaj 25 milijonov z davkom na dodano vrednost že izvedenih del. Samo to je, zdaj ta dražji del pride zdaj, ne? Tako da mislim, da fizično je narejeno več, kot je finančno trenutno zaračunano. Ja, hvala lepa, uspešno delo vam želimo, morda še nam lahko odgovorite na vprašanje, kako ste speljali, kako rešujete. Promet železniški je seveda oviran tukaj na tem pomembnem križišču v bistvu. Ja, železniški promet ne sme biti oviran in tudi ni, ne. Mi imamo vse pod kontrolo, se pravi, mi imamo kontrolirane zapore v času, ki jih potrebujemo za to, da določena dela izvedemo. Ves čas se dela pod prometom in to teče brez kakršnih koli zastojev oziroma nekih problemov. Ni zamud. Ne. Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Trenutno je v Sloveniji 1208 kilometrov železniških prog. Prvo soboto v juniju so upokojenci Medobčinske zveze društev v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž imeli svoje 36. srečanje. Letos je srečanje pripravilo Društvo upokojencev Ormož in je potekalo v šotoru ob grajski pristavi. Po 2 letih premora so se upokojenci Medobčinske zveze Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž znova imeli možnost srečati. Gre za množična letna srečanja, ki vsako leto potekajo v eni izmed krajevnih skupnosti oziroma v eni izmed občin. Letos je organizator bilo Društvo upokojencev Ormož. Običajno takšna srečanja prinašajo bogat kulturni program, kjer se predstavijo pevski zbori in druge skupine kulturnikov, ki delujejo znotraj društev. Za konec pa Medobčinska zveza društev najzaslužnejšim oziroma najaktivnejšim članom, ki so dejavni na kulturnem ali športnem področju, podeli priznanja.
Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Miroslav Tramšek, ki je spregovoril o pomenu medgeneracijskega povezovanja, o aktivnostih upokojencev in skrbi zase, kjer je izpostavil projekt Starejši za starejše. Nato pa so zbrane pozdravili župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je zbrane že povabil na prireditve o prihajajočem občinskem prazniku in v okviru ormoškega poletja, saj so prav upokojenci vedno bili najštevilčnejša publika. Župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, ki je spregovoril o medgeneracijskem centru v občini Sveti Tomaž, ki je za tamkajšnje domačine velika pridobitev. Vsem zbranim pa je pozdrave namenil tudi podžupan občine Središče ob Dravi Roman Medik in izrazil veselje nad tovrstnimi srečanji, ki jih tudi občina Središče ob Dravi z zadovoljstvom podpira. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev, ki je med drugim dejala: Mnogo smo slišali o vašem delovanju, tudi vesela sem, da vsi župani razmišljajo o tem, kako pomembni smo tudi upokojenci, da še nismo za odpis, da lahko marsikje pomagamo. Pokrajinska zveza pa je tista, ki lahko ustvari zvezo, povezavo med ZDUS-om, torej med Slovensko zvezo, kajti občine pa sama društva nekaj naredimo lahko za nas upokojence, nekaj pa je zelo odvisno od države. Namreč na državnem nivoju kar pozabljamo, da smo zdaj generacija upokojencev, ki smo gradili državo. Iz samoprispevki se spomnite, nekoliko smo od svojih plač dajali za to, da so državne ceste, inštitucije državnega pomena se zgradile v občinah, drugače ne bi bilo. In prav je, da se to tudi spoštuje in da tisti, ki imajo polno pokojninsko dobo, imajo takšno pokojnino, da lahko dostojno živijo. In to pa lokalna skupnost pa društvo ne morejo pomagati in to mora država. Zato vas pozivam, povezujmo se preko pokrajine na državni nivo, dajmo v takšne kadre, inventirajmo v organe na ZDUS-u in pa v pokrajini, ki bodo lahko pomagali ustvarjati boljšo prihodnost. Prav tako pa ne smemo pozabiti, da naši otroci, vnuki bodo tudi upokojenci in da se moramo že zdaj za njih boriti, da ne bo nastalo tako kot nekod po svetu, ki so odvisni samo od svojega varčevanja, ne pa da jim država nič ne pomaga. Torej, danes pa vam želim lep praznik, lepo se imejte in uživajte. Na minulem srečanju se je zbralo 370 upokojencev, je povedala Danica Majč, predsednica Društva upokojencev Ormož. Res, da je to precej manj kot leta nazaj, a je kljub temu bilo veselo. Po uradnem delu je sledilo skupno kosilo in zabava še pozno v popoldne. Znano je, da ima Kok veliko posebej talentiranih prebivalcev. Med njimi je tudi mlada slikarka Lučka Perc. Osnovna šola Miklavž pri Ormožu je v začetku junija pripravila njeno prvo samostojno razstavo likovnih del z naslovom Objem. Lučka Perc, učenka 8. razreda osnovne šole Miklavž pri Ormožu, je v prostorih šole na Kogu pripravila prvo samostojno slikarsko razstavo. Lučka je mlada umetnica, ki verjame v dobro, v barvito resničnost sveta in v objem, ki napolni dušo in srce. Tako je tudi razstavo naslovila Objem. Rišem oziroma slikam že skoraj celo življenje, že od malega sem zelo rada risala pa slikala različne stvari, ki jih vidim v vsakdanjem življenju, potem pa se samo dalje razvijalo. In kakšni so tvoji motivi običajno? Vidimo, da so zelo raznovrstni. Večina motivov je iz občutkov oziroma iz vsakdanjega življenja. In kakšno tehniko največkrat uporabljaš? Tempera oziroma akrilne barve. In kdo je tvoj mentor, kdo je tvoj vzornik, recimo, če tako vprašam? Moja mentorica je Mojca Grula. Se pravi, učiteljica najbrž na osnovni šoli. Ja, na moji drugi osnovni šoli, ja.
No in recimo, kot ti, domnevam namreč, da najlepše v razredu narišeš, ne? Na kakšen način te pohvalijo, na kakšen način te vzpodbujajo tudi sošolci? Večinoma krat mi pač samo rečejo, da je dobra slika ali pa da je ful zanimivo zgleda, ampak me tudi velikokrat vprašajo, če jih lahko kaj naučim z tega. Pa jih naučiš kaj? Večkrat poskušam, ja. Slovesno so lučki pripravili sošolci in učitelji ter ravnatelj na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Vsi so seveda na lučko zelo ponosni. Ja, vzeli ste mi besedo z ust. Ponos, to je nekaj najlepšega, kaj je možno. Zdi se mi, da se letos celo leto nekje nadaljuje leto kulture, od kulturnega praznika naprej. Ampak, če govorimo o današnjem dogodku, mislim, da je to nekaj izjemnega. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, čeprav nisem likovni strokovnjak, da ima lučka izredno izrazno moč. Karakter kot duša se mi zdi zelo empatična, ima čustveno inteligenco, razmišlja o svetu in tudi sama zgibanka, v kateri govori, da pošilja sporočilo življenju. Je lepa popotnica za naprej in verjamem, da je to, oziroma vem, da je to prva slikarska razstava, verjamem pa, da še jih bo kar nekaj na njeni poti. No, veliko umetnikov oziroma zelo talentiranih šolarjev imate na vaši šoli, od gledališčnikov, lutkovnih skupin, pevskega zbora, končno, ne, ki je tudi, njihovi nastopi so odmevni. Je to rezultat kakšnih posebnih spodbud? Ja, dejstvo je, da kulturi namenjamo veliko pozornost, ker se mi zdi, da se nekje tudi vzgajajo učenci in otroci skozi kulturo. Predvsem pa je to sreča, smo v osrčju Prlekije. Otroci, ko se zjutraj zbudijo, vidijo to prelepo naravo in nekje lahko rečem, da jim je kultura, dar, čut za umetnost položena že v zibelko. In na njih je potem, da ob dobrih mentorjih to udejanijo v poznejšem življenju. Lučka namreč v sebi skriva še nekaj talentov, piše pesmi in tudi poje. Slovesnost ob odprtju razstave je potekala kot pogovor med njeno mentorico oziroma učiteljico Mojco Grula. Zaplesala pa je tudi šolska plesna skupina pod vodstvom mentorice Mojce Kovačič. Te so skozi izrazni ples prikazale delo umetnika. Skozi pogovor smo Lučko vse bolj spoznavali, pesmi piše v angleščini. Tako je njena mentorica pesmi najprej prebrala v prevodu, Lučka pa potem v angleščini. Otrok igra na orglice, igra nežno in sanjavo. Nebo se je zakugalo, strehe so se opognile, vrata so se odprla, stopnice so poskočile, drevesa so začela hoditi. Vse bi rado odšlo v Tibet. Things. A child plays with a harmonica. He plays softly and dreamingly. The sky begins to sway. Roofs begins to start to warp. Doors fly open, stairways fall apart. Trees have been pulled themselves loose. Everyone wants to head for Tibet. Kot je povedala Lučka, slika in pesni za dušo. Sicer pa sproti odkriva svoje talente, ki jih deli s svojimi sošolci. Verjame, da je talent pomemben, a tudi sprotne izkušnje.
Nekaj procentov je talent, drugo je pa večinoma učenje in tehnika. Je še kdo od tvojih doma talentiran? Moja bratranica in sestrična velikokrat rišeta. To pomeni, da je malo vse skupaj v rodu, ne? Ja, malo v DNK-ju. In kakšne imaš spodbudo strani staršev, torej tudi sošolcev, učiteljev? Jaz imam privilegijo, da imam veliko spodbudo že od družine, ne samo od šole tudi. Praviš, oziroma povedala si malo prej, da tudi doma se spraviš na platno nekaj narisati. Kakšni so to trenutki, recimo, je to potreben kakšen poseben navdih ali kako ti to potem grata? Navdih je verjetno zelo lepo imeti, ampak ni nujno, da ga imam. Lahko samo grem risati tudi, če se sproščeno ali mirno. In kako je prišlo do te samostojne razstave, prve torej v tvojem življenju? Začetnico oziroma z mojo mentorico smo se že v 6. razredu pogovarjala glede mojih slik, saj je videla mojo tehniko risanja in tako dalje. Potem pa nažalost zaradi korone nismo mogla prejšnje leto imeti te razstave, ampak zdaj, ker ni pandemije, lahko končno živo naredimo. Kje se vidiš recimo tako enkrat v življenju, potem ko boš dijakinja, pa tudi študentka najbrž? Za zdaj razmišljam iti v drugi gimnazijo v Maribor in na koncu še Univerzo za psihologijo. To pomeni, nič ne bo to povezano torej z tvojo likovno dejavnostjo? Moj študij verjetno ne bo povezan z likovno, ampak še vedno bom ga imela kot hobi. Si kdaj razmišljala o tem, da bi se udeleževala kakšnih likovnih kolonij ali kaj takega? Večkrat sem to že razmišljala, ampak raje samostojno. Po uradni slovesnosti je sledil ogled razstave, ki jo je odprl ravnatelj osnovne šole Miklavž pri Ormožu Vlado Hebar. Razstava likovnih del Lučke Perc je na ogled v galeriji šolske telovadnice na Kogu, kjer bo na ogled še nekaj časa. Razstavo pa bodo jeseni preselili tudi v Ormož. Z veliko mokro zabavo so minulo soboto odprli ormoško letno kopališče. Od lani z letnim kopališčem v Ormožu upravlja Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož oziroma občina Ormož. Mokra zabava pa je bila tudi ena izmed prireditev v okviru 3. občinskega praznika. Visoke temperature so kar klicale po osvežitvi in je za odprtje ormoškega bazena bil že skrajni čas. Tako je lepo urejeno letno kopališče svoja vrata odprlo minulo soboto. V okviru 3. občinskega praznika je namreč na kopališču vse od 9. do 22. ure potekala mokra zabava. Točno to, kar se v vročih dneh še najbolj prilega. Izjemno smo veseli, da je prišla sezona letnega bazena. Na tem mestu bi se zahvalila našemu javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport, ki je pripravil vse potrebno, da je prišlo do odprtja bazena v tej sezoni. Tudi naši delavci v režijskem obratu so postorili določena dela, kar se tiče urejanja okolice, tako da se tudi njim zahvaljujem. Je pa to sigurno ena dodana vrednost našim občanom, pa vsem ostalim, ki se dejansko udeležujejo oziroma pridejo vsem kopati v bazen, tako da smo lahko ponosni na to, da imamo ta bazen odprt. Ja, letošnje cene ostajajo enake kot lansko leto, to so super ugodne. Kajti cene, ki jih imamo letos, pa ki smo jih imeli lansko leto, omogočajo res kopanje vsem. Se pravi, inkluzivno delujemo, vključujemo vse. Tudi tiste, ki si pač ne bodo mogli privoščiti kakšnega dopusta na kakšnem morju, se pravi, tu si bodo ga lahko po zmernih, dobrih cenah. In kakšen je bil obisk lansko leto? Ste zadovoljni, glede na to, da so bile pač specifične okoliščine lansko leto? Z lanskim obiskom smo zelo zadovoljni, pa tudi z prometom, ki smo ga dosegli, s prodajo kart, kajti skoraj 20 000 evrov smo prodali karte na te cene, se pravi za odrasle 3 evre, za otroke, mladino, upokojence pa 2. Govorim o celodnevnih kartah. Se pravi, popoldanske karte pa so za 1 evro bile manj. Tako res moram reči, smo imeli najboljše cene daleč naokoli. To se je tudi kazalo v številu kopalcev, ki smo jih skoraj imeli 10 000.
Predvidevate oziroma načrtujete morda kakšne posebne atrakcije, dogodivščine, dogodke na letošnjem kopališču? Ja, danes, ko je otvoritev, bodo 3 DJ-ji, imamo tudi igrala za otroke, pridejo še hostese, ki bodo delile CD Vito, se pravi, bolj smo usmerjeni na otroke. Ponavadi so te hostese, ki delijo kakšne alkoholne pijače, ampak smo rekli, da letos nimamo vnosa alkoholnih pijač na bazen, tako kot lansko leto ne ob otvoritvi, smo se bolj preusmerili v brezalkoholno CD Vito, tako da to pričakujemo, pa glasbo, tako da bo otvoritev uspela, vreme nam služi, potem pa bo čez vso leto, se pravi do konca poletja, tam nekje avgusta, bomo videli, kako bo vreme, tako bomo imeli tudi odprto. Igrala bodo vedno za otroke, pa še mogoče kakšne animacije tu pa tam ali pa kakšne prireditve. Vsekakor bomo zaključili letošnjo poletje na bazenu z prireditvijo Adijo poletje, ki bo 3. septembra v soboto. To pa še vse sledi. Bravo, čestitke, želimo vam seveda tudi letos dolgo vroče poletje in izjemen zaslužek. Tako, mi si to tudi želimo, kajti dosti napora smo vložili skupaj z občino Ormož, da smo lahko bazen spet odprli letos en teden celo prej, pa upam, da bi ga zaprli še en teden pozneje, kot smo lansko leto. Želimo si dosti obiskovalcev in zadovoljnih obiskovalcev. Kako pa bo potem s prometom, pa bomo videli, ne? Upam pa na vse najboljše. Na kopališče smo se najprej odpravili takoj, ko je odprlo svoja vrata in ni dolgo trajalo, ko so že prišli prvi kopalci. Teh je pozneje seveda bilo vse več. Tudi stalna ponudba G-bara, ki je najemnik gostinskega lokala ob kopališču sedaj že drugo leto, ima svoj čar. Tako, sedaj je drugo leto. Prvo leto je za nami. Mislim, da smo se kar nekaj naučili. Tako da bomo drugo leto še boljši. Ste zadovoljni z obiskom in tudi končno z zaslužkom? Ja, glede na vse, kar se je dogajalo s tem virusom in vsem, smo še kar zadovoljni. Nekako se še držimo nad nuloj, da pozitivno poslujemo. Dobro sodelujemo z zavodom in to je to. In kaj je paradni konj vaše ponudbe tukaj na tem čudovitem vrtu sredi parka? Ja, seveda, naš glavni produkt je pivo s Kolibir. Gre za lager, nepasterizirani, nefiltrirani. To je en zelo kvaliteten produkt, na katerem vse vedno gradimo in bomo tudi bodoče naše zgodbe. Tako je za primerno poletno osvežitev v Ormožu poskrbljeno. Sigurno, lepo je vse skupaj urejeno, tako da javni zavod verjame, da bo to speljal tako kot mora, tudi gostinska ponudba tako kot mora biti, tako da smo res lahko veseli. Poletne dneve bomo se tukaj ohlajali, tako da voda že čaka. Zelo ugodna cena vstopnic tako omogoča poletno osvežitev vsem. Občina namreč izgube, ki jih nanese vzdrževanje, že od nekdaj pokriva. Občina torej sam bazen se absolutno ne pokriva, to mi vseeno vzamemo kot eno javno kopališče, da nudimo občankam in občanom, vsi, ki pridejo k nam, neko cenovno ugodno kopanje, tako da kar se tiče samega rezultata, cirka 25 do 30 tisoč evrov za subvencioniranje dobesedno samih kart. Potem pa še bi rekel vsako leto tam dobrih 25 do 30 tisoč evrov v same investicije, to se pravi, da se obnovljajo ali črpalke, ali del bazenov, ali kakorkoli, torej da bazen nekako držimo v neki kondiciji. Verjetno ni strahu, da bi se kdajkoli zaprl, ne? Bo se na občini najbrž vedno poskrbelo za to. Zdaj, kako dolgo bomo mi, se ne bo. Jaz vidim v tem absolutno en velik interes. Vidim, da je hrajanje tako, kot mora biti. To se pravi, omogočeno imamo ugodno kopanje in to bomo absolutno držali. To je ena dodana vrednost naše občine in vsekakor se to je potrebno vzdrževati in pa to zgodbo nadaljevati. Ormoško kopališče ima več kot 50-letno tradicijo in že od nekdaj občanom prinaša možnost poletne osvežitve. Svoja vrata odpira vsak dan ob 9. uri in ponuja kopanje do 20. ure. Prireditve v okviru 3. občinskega praznika občine Ormož so v teku. Prva prireditev je bila palačinkijada, ki jo je organizirala osnovna šola Stanka Vraza
in sicer v okviru vsakoletnih humanitarnih prireditev Prijatelji prijateljem. Tudi letošnja prireditev je bila pestra, sploh pa je opojno dišalo po palačinkah. Palačinke so na 6 stojnicah pekli šolarji osnovne šole Stanka Vraza, osnovnih šol Ormož in Velika Nedelja, dijaki gimnazije Ormož in vzgojiteljice Ormoškega vrtca. Ponujali pa jih z različnimi namazi, tako da je vsak lahko dobil takšno, ki mu najbolj tekne. V času, ko je po šotoru prijetno dišalo in ko se je bilo možno sladkati s palačinkami, je na odru potekal pester program. Uvodoma so zapeli gostitelji, učenci osnovne šole Stanka Vraza. In za začetek lahko rečemo samo to, da smo lahko pravzaprav blaženi, srečni, da živimo v takšni skupnosti, ki jo bogatijo takšni otroci, ki so zdaj z mano na odru. Kaj zmorejo, so povedali v prvi pesmi. Jaz mislim, da zmorejo vse. In pokazali so, da so otroci enega sveta. Sveta, ki ga živijo skupaj z nami, ki ga delijo skupaj z nami. In prav je, da jim z enako mero srčnosti, kot oni gledajo na ta svet, mi pomagamo in to tudi vračamo. S temi besedami je zbrane uvodoma nagovoril moderator Domen Hren. Sledil je pozdravni nagovor ravnateljice, ki je med drugim povedala. Danes s to dobrodelno prireditvijo, kot tudi vsako drugo leto, želimo obogatiti naš šolski sklad, s katerim dvigujemo kvaliteto pouka na naši šoli in pa vseh drugih dejavnosti. Vsako leto pride kaj, predvsem pa pomagamo tudi takrat, ko se gre v šolo v naravo, ko je treba nakupiti delovne zvezke, če je kdo kaj potrebuje, smo vedno na voljo, torej vedno se lahko obrnejo na nas. Ob tej priložnosti pa tudi poprosimo donatorje, da se nam prijazno odzovejo tudi z donacijami v našem lokalnem okolju, pa tudi iz okolja. Moram reči, da nam vsako leto pomagajo, pa se jim tudi danes zahvaljujem ob tej priložnosti. Razen otrok in njihovih staršev ter učiteljev so palačinkijado obiskali mnogi ravnatelji, občinska uprava županom, ki pa je v svojem pozdravnem nagovoru zbranim povedal. Osnovna šola Stanka Vraza moramo priznati in povedati, da nas predvsem v zadnjem letu preseneča z samimi pozitivnimi stvarmi. Praznovali so eno veliko obletnico, organizirali so regijske igre, specialne olimpijade, vedno se vključujejo z osnovnimi šolami, vrtci, gimnazijo in res tem našim sončkom, kot je bilo danes večkrat povedano, nudijo vse tisto najboljše, kar si tudi zaslužijo. Iskrena zahvala tudi za en takšen dogodek, za en lep vstop v naš tretji občinski praznik. Dobrodelnost, zahvala za sodelo, za sodelovanje. Jaz mislim, da so to tiste prave besede, s katerimi moramo skupaj držati.
in s katerimi se tudi moramo skupaj družiti. Po zaključku uradnega dela je bil čas za palačinke, za rajanje in veliko glasbe. Otroci iz vrtca so se predstavili s plesno točko, času primerno. Palačinkijada bi namreč potekala na prostem, če bi dan bil sončen. Potem je zapela mlada pevka Diana. Sledil je nastop etnoskupine Gudalo iz osnovne šole Ormož. Po vzdušju, ki je bilo že na višku, je nastopila še plesna skupina Gimnazije Ormož. Na prireditev je osnovna šola Stanka Vraza vabila z naslovom Palačinkijada z Ditko.
Tako je za vrhunec dogodka nastopila še Ditka. Ti ponujem roko za srečno skupno vandranje obuka. Skozi sonce razsvetljenja zorenja, jesenji in južni tečaj. Dolino so vsi na gor vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, daj svetost. Dober dan, življenje, silno in milno kot na praznik, prihaja tvoj dan. Ti še te dan na oko veselilo zaljubljeni, rada te imam, dober dan. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan. Ti ponujem roko za srečno skupno vandranje obuka. Skozi sonce razsvetljenja zorenja, na severni in na južni tečaj. Dolino so vsi na gor vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Gremo skupaj. Toliko za danes. Palačinkijada je bila prva prireditev v okviru 3. občinskega praznika v Ormožu. Vse do 22. junija se jih je in se jih še bo zvrstilo kar nekaj. Tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden, ko izveste, kako je bilo na prireditvi Najstarodobnik Slovenije, kdo so občinski nagrajenci, kako je potekalo odkritje spomenika dr. Stanku Janežiču in kaj vse so na razstavo dobrot postavile članice Društva kmečkih žena. Pa seveda še kaj. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.